Nazadnje, ko sem preveril, ne bi živeli v demokraciji, kar je fajn sistem. Vsak pove lahko, kar misli, nekateri se razburjajo na Facebooku, drugi pošljejo pismo ali pa moko v kuverti. V Dravogradu pa so se zadeve lotili malce drugače. V Dravogradu je nekdo na povsem razrito cesto pod gradom z rumeno barvo narisal podobe moškega spolnega organa in pripisal očitno. Cesta v... No, saj veste. Ja, kolega Blaž Jarc, kaj ne rečem, ne? Mogoče imaš resno punco za razliko od mene, ampak jaz lahko na televiziji rečem kurc. In v Dravogradu so na razrito cesto oziroma razdrajsano cesto narisali ogromne rumene kurce. Kar pomeni, da risanje kurcev po ravnih površinah ni več samo domena 8-letnikov in naše ekipe, ampak povsem legitimen način, da opozorite javnost na napake. Kar pomeni samo eno, narod moj, ne se zgražati, kaj da vi ne rišete kurce doma. Čisto vsakemu od naših... Čisto vsakemu od naših poslancev moramo na čelu narisati enega ogromnega masnega tiča s flomastrom. Ker če je kdo v kurcu, so to oni. Pa recimo na avtomobile tistih, ki po prehitevalnem pasu vozijo 80 na uro. Ali pa na ljudi, ki grejo na hitro blagajno s polnim vozičkom. Manj kot 10 izdelkov, Bog vas nima rad. In kaj o tem menijo domačini, o tej umetniški inštalaciji? Kaj vi menite o tem napisu? Ja, resnica je, a ne? Resnica je, da je Dravograd kurca. A ni to največji frajer na TV-ju? Ta moment. Gospod, jaz vam ponujem stal ob tej mizi, ob vsakem škandalu vas bom vprašal, kaj si pa vi mislite o tem? Ja, resnica je. Smera je kurcu. Zdaj, nogometaši niso bili znani po ultrainteligenci in kaj hitro koga udarijo. Kaj hitro koga udarijo, užalijo ali pa zina kaj butazga. No, čez Žakovič greš še pecat svojega podrejenega. Ta teden je hrvaški nogometaš Luka Modrić sredi tekme med Real Madridom in Manchester Cityjem slovenskemu sodniku Damirju Skomini zakričal, citiram, jebem ti mater slovensko v pičku. Zdaj pa ne prevedem za tiste, ki ne razumejo hrvaško. Jebem ti mater slovensko v pičko. Dobro, smo vajeni, da nas Hrvati psujejo na vsakem koraku, razen, ko gremo grupno na njihovo morje in tam pustimo ves denar, ki smo ga čez leto zaslužili. Ampak gre za poseben primer. Luka Modrić je bil povsem trezen, kar pomeni le, da je sem en nevzgojen pezde hrvaški. Je en problem njegovi izjavi. Ne uporabuje sedanjik, kar pa več kot očitno ni bilo res. Takrat je igral fuzbal, ne pa seksal sodnikovo mamo. Če bi ga hotel res užaliti, bi mogel uporabiti preteklik. Jebal sem ti mater. Kar doda še skrivnostnost, ki bi sodnik podvomil v to, kdo je njegov fotor. Ali bi pa uporabil prihodnik. Jebal ti bom, mater. Ja, lej, matura je, no, moramo malo čase ponoviti. In s tem dodal še element grožnje. Luka, moram se namesto tebe. No, nogometaša je mama za ušesa, zato se je opravičil. Iskreno nisem niti vedel, kaj sem zavpil. Predvsem se opravičujem sodniku Damirju Skomini, pa tudi vsem ostalim, še posebej ljudem v Sloveniji, zdaj pravi zvezdnik madridskega Reala. Ja, Luka sploh ni vedel, kaj je zavpil, kar je razumljivo, ne? Če si fuzbaler, pa žoge odbijaš, da se ti kaj skuri možga. Slej ka prej. Opravičil pa se tudi sem Slovencem. Zakaj bili pa mi užaljeni ob tem? Kaj milijonarje, praviš? Dobro, Lejte, jaz osebno sem ful prizadet ob tej izjavi. Luka, če nas gledaš, nekaj 1000 evrov bi pomagali ublažiti bolečino, ker res boli. Na Planet mi pošelj kuverto, prav? Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.